Živeli vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan, da kude sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Roja, kroz bo vsak, ne vrag le sosed bo mejak. Roja, kroz bo vsak, ne vrag le sosed bo, ne vrag le sosed bo mejak. Cenjeni visoki gostje, Prešernova Zdravljica je napovedala slavnostno odprtje filatelistične razstave Slovenska književnost na znamkah. In to tukaj v hramu demokracije, Državnem svetu Republike Slovenije, in to na pragu kulturnega praznika, ki se mu bomo poklonili v petek 8. februarja. Ponosni smo lahko na velike književnike, številčno majhnega slovenskega naroda, ki so ga pomagali ohranjati neuklonljivi Slovenci velikega duha. Književniki, umetniki, znanstveniki. Bogat in lep je naš jezik, tudi milozvočen, je zapisal Cankar, predvsem pa je naš jezik. Za današnji dogodek so moči združili Državni svet Republike Slovenije, Društvo Rastoča knjiga, Filatelistična zveza Slovenije, Pošta Slovenije in gospod Tone Petek, neutrudni promotor filatelije in povezovanja. In prav z današnjim povezovanjem vseh tistih, ki so zaslužni za razstavo, smo dokazali, da resnično povezani zmoremo delati posebne velike zgodbe. Danes združujemo namreč 3 izjemne zgodbe. Zgodbo književnosti, filatelije in rastoče knjige. Za dodano vrednost pa bodo učenci 2. osnovne šole Celje, osnovne šole Primoža Trubarja Laško in osnovne šole Lava z roko pisali sporočila in jih na posebej oblikovanih razglednicah s posebej oblikovano znamko poslali v razmislek različnim pomembnim osebnostim. Zdaj pa najprej dovolite, da k pozdravnemu nagovoru povabim današnjega gostitelja tega izjemnega dogodka, predsednika Državnega sveta Alojza Kovšco. Izvolite, pozdravljen k besedi. Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni visoki gostje, spoštovani starosta slovenske znanosti, akademik profesor dr. Boštjan Žekš, Zoisov nagrajenec za življenjsko delo na področju znanosti in predsednik Društva Rastoča knjiga. Spoštovani član poslovodstva Pošte Slovenije, magister Andrej Richter, podpredsednik Filatelistične zveze Slovenije, gospod Igor Pirc, spoštovani gospod Tone Petek, avtor te čudovite razstave, spoštovane poslanci in poslanke, državne svetnice in svetniki, cenjeni ljubitelji kulture in filatelije, sodelujoči učitelji in otroci, drage državljanke in državljani. V veliko veselje in čast mi je, da vas lahko v Državnem svetu, drugem domu slovenskega parlamenta, pozdravim na slovesni otvoritvi razstave, ki je posvečena predvsem kulturi. Filatelija in kultura sta tesno povezani. Letos mineva 71 let, ko smo Slovenci z znamko prvič obeležili 100. obletnico smrti našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Kulturni dan pa uradno praznujemo že 74 let in s tem izražamo ponos, da nas je kot narod brez države ohranila in oblikovala in obdržala prav in zgolj kultura. Zavedanje, da je znamka najmanjši, četudi papirnati ambasador vsakega naroda, nas zvesto spremlja od samega začetka državnosti.
prva jubilejna znamka, izdana v prvi obletnici samostojnosti države leta 1992, je ponazarjala lipov cvet. Prav lipa pa je bila nadvse pomemben povezovalni element v prelomnih in burnih letih rojevanja naše samostojnosti. Za vsako znamko stoji zgodba in za vsako državo stoji znamka. Znamka je celovita zgodba o državi, o njenih ljudeh, njihovih dosežkih, lepotah, ki jih le ta država premore. Preteklost nas uči, da kultura naroda nikoli in na noben način ne sme biti postavljena pod vprašaj. Ne živimo zgolj zato, da bi lahko delali, temveč delamo predvsem zato, da bi lahko živeli. In življenje brez kulture bi nas pomaknilo nazaj na evolucijski začetek. Slovenci smo številčno majhen narod, a kulturno nadvse bogat in raznolik. Tisto, kar nas je, nas in nas bo tudi v prihodnosti delalo razpoznavne v svetu, so naši kulturni, umetniški, športni, znanstveni dosežki. S tem, ko smo si pred četrt stoletja priborili neodvisnost, imamo kot suveren narod možnosti na vseh ustvarjalnih področjih zasledovati odličnost in presegati povprečnost. In prav vsaka znamka, ki jo z vso skrbjo izdamo, je odraz naše odličnosti, nadpovprečnosti. Na vsako smo lahko iskreno ponosni. Zato čestitam Pošti Slovenije, Filatelistični zvezi Slovenije in vsem neutrudnim posameznikom, med katerimi pa posebej izstopa prav avtor razstave gospod Tone Petek, za to utrjevanje identitete in prepoznavnosti našega naroda in države skozi filatelijo. Današnja razstava je pregleden oris filatelije na temo književnosti, pregled znamk, ki so izšle oziroma so bile v veljavi na tleh Slovenije in so ponesle ime slovenske kulture po poštnih poteh v vse, tudi najbolj oddaljene kotičke sveta. Majhen narod, majhna znamka, velik svet in na znamki velika, največja imena našega naroda. Še posebej pa me veseli, da bo danes z našega naslova odpremljenih več 10 poštnih dopisnic s plemenitimi mislimi o ljubezni, miru, razumevanju in sodelovanju med ljudmi in narodi, kar je tudi poglavitno sporočilo, ki ga nosi Prešernova Zdravljica, naša slavna himna. Sporočila bodo napisali učenci in bodo poslana na naslove ljudi, ki odločajo o naši in tudi njihovi prihodnosti. Želimo si, da bi prav vsa sporočila, ki jih bodo napisali naši mladi gostje, premikala zgodovino v smeri, ki nam jo kaže kultura. Z besedo in knjigo, ki je naša prijateljica, tolažnica, odkrivalka nepozabnih svetov in orožje proti tistim, ki kulturo teptajo in je ne spoštujejo. Spoštovani, k praznikom vselej sodi tudi cvetje. Za obogatitev razstave se lahko zahvalimo Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti iz Celja. Zahvaljujem se vsem pripravljavcem razstave, še posebej entuziastu, filatelistu, gospodu Petku, za njegov velik trud, učencem vseh 3 osnovnih šol z Celjskega in njihovim mentorjem, gospe ravnateljici magistrici Marjani Kolenko in prav vsem, ki ste nas danes počastili s svojim obiskom. Vsem skupaj vam želim prijeten ogled čudovite razstave in lepe, s kulturo navdahnjene prihajajoče praznične dni. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala, gospod predsednik, za te navdihujoče besede. Kot sem že v uvodu napovedala, namreč stojimo tako rekoč na pragu kulturnega praznika. Zato je prav, da danes slišimo tudi Prešernovo pesem. Nik Semenšek in Zala Planko nam bosta podarila Prešernovo uglasbeno pesem Vrba.
začeta, da duha želja meji svojega sveta. Speljana ne bila godljiva kata, ne vedel bi, kako se v sluh preobračal. Vse, kar srce si sladkega obeta, mi ne bila bi vera v sebe izeta, ne bi viharjev notranjih igrata. Zvesto srce in delovno ročico za dotok je. Nina milijonarka bi bil dobil z izvoljeno devico. Mirno plavala bi moja barka, pred ognjem dom, pred točo in pšenico. Mi bližnji so se tvaroval svet Marka, mi bližnji so se tvaroval svet Marka. Zvesto srce in delovno ročico za dotok je. Nima milijonarka bi bil dobil z izvoljeno devico. O, vrba. Zdaj pa pred mikrofon z velikim veseljem vabim k nagovoru akademika, profesorja doktorja Boštjana Žekša, predsednika Društva Rastoča knjiga in prejemnika Zoisove nagrade 2018 za življenjsko delo na področju teorijske fizike, za kar mu izrekamo tudi iskrene čestitke. Doktor Boštjan Žekš, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa za prijazne besede. Tudi predsedniku Državnega sveta se zahvaljujem za lepe besede. En moj ameriški prijatelj je enkrat, ko so ga tako hvalili, rekel, da se moral ščipati in si je rekel, saj menda nisem umrl. Hvala za vabilo na to lepo razstavo, ki je po mojem res lepa, saj združuje dve stvari, ki sta same po sebi nekaj posebnega. O literaturi ne bom dosti govoril, ker tukaj so ljudje, ki znajo več povedati o tem, ampak kar se pa znamk tiče, moram priznati, da sem v mladosti jaz tudi zbiral znamke. Seveda so bili takrat drugačni časi, se mi zdi, in smo skoraj vsi v šoli zbirali znamke. Jaz sem s tem nadaljeval še tam do 25 leta. Imel sem kar lepo zbirko jugoslovanskih znamk do takrat in tudi starih jugoslovanskih znamk, ki sem jih potem enemu nečaku podaril, ki je bil zelo zadovoljen. Tukaj gre za dve lepoti, ampak prednost znamk je, ko vi pogledate en tako zbirko, vidite celotno zgodovino
tiste države, tistega področja, vse je pred vami. Več vidite kot v knjigi. In zato je lepo, da je tukaj v Državnem svetu imamo to razstavo, da si bojo ljudje lahko ogledali in videli, kako smo živeli. Jaz sem na hitro pogledal, pa bom en komentar, ki mogoče ni čist na mestu dodal. Ne? Praznik kulture imamo, kultura je kaj? Kultura je leposlovje, glasba, razne druge stvari, ampak tudi kultura medsebojnih odnosov. Včeraj sem bil jaz na neki obletnici Slovenske matice in sem malo prebral stvari in sem ugotovil, da to je bilo gibanje slovanskih narodov znotraj Avstro-Ogrske. Prvi so bili vojvodinski Srbi, potem so bili Čehi, potem so bili Hrvati, potem pa dolgo nič in potem smo še mi pricapljali. Zakaj? Zato, ker smo se kregali med sabo, ker nihče ni hotel dati denarja, daj ti več, jaz bom dal manj. Stvari so šle tako daleč. Fran Lesti, ki je bil tajnik matice, so ga tudi čez 1 leto iz službe vrgli, ker preveč porabil denarja. Skratka, stopimo skupaj, pa se nehajmo kregati in to nam bojo tudi te znamke povedale. Opažanje tukaj je pa to, da kakšen od naših uglednih ljudi iz področja literature na znamkah manjka. Zakaj manjka? To nismo mi krivi, to so krivi tisti, ki so te znamke tiskali pred ne vem koliko leti, ampak jaz bi predlagal, da recimo Državni svet skupaj z Filatelistično zvezo kritično pregleda, kdo je na znamkah, kdo ni, in ko je kakšna okrogla obletnica, država itak zbira predloge za izdajo znamk, poskrbimo, da se ta krivica ali ne krivica, skratka nepravilnost nekako popravi, počasi in brez panike. Tako da jaz želim vsem vse dobro, zahvaljujem se otrokom za nastop, ravnateljici za še lepši nastop in vse dobro. Najlepša hvala, akademik dr. Boštjan Žekš, za tudi vam navdihujoče besede. Ker pa tudi omenjamo rastočo knjigo, nam bodo pa zdaj drugošolci iz naše šole pa predstavili Pavčkovo pesem Rastoča knjiga, ker menim, da gre lepo v ta okvir in vas kar vabim, pa v deželo branja vas bodo še povabili poleg. Tone Pavček, Rastoča knjiga, je knjiga, ki je več kot knjiga, je skrinja narodne zaveze. Je duh, ki se nad časom dviga, je zvezda, stalnica, ljubezen. Je knjiga, ki je več kot knjiga, je iskra, žar, je nežen plamen, ki baklo upanja prižiga, je znamenje vseh naših znamen. Mnogo je lepih dežel se povsod, a najlepša je dežela branja. Njej raste vse polno pesmic in zgodb, odgovorom na vsa vprašanja. V knjigah živijo vsa čuda sveta, zaklenjena s 1000 pečati. Vanje ne vstopi, kdo črk ne pozna, lenuhi ne da se mu brati. In zato mi brihne bučke, beremo da doži, in od branja svetle lučke, kakor sonca v nas gori. In zato mi brihne bučke, beremo da doži, in od branja svetle lučke,
kakor sonce v nas gori. S knjigo potuješ na konec sveta, v hišico, kjanku in metki, ali pokukaš čez 7 gora, kjer živi pravlični tetki. In zato mi brihtne bučke beremo da doži in od branja svetle lučke, kakor sonce v nas gori, kakor sonce v nas gori. Slovenski književniki na znamkah dopolnjujejo in tudi utrjujejo zavedanje pri ljudeh, kakšen pomen ima književnost za narod in kako ponosni smo lahko na slovenski jezik. Pomembno vlogo pri tem pa zagotovo vsakič znova odigra tudi Filatelistična zveza Slovenije. Z nami je gospod Igor Pirc, podpredsednik Filatelistične zveze Slovenije, in vas prijazno vabim k nagovoru. Lepo pozdravljam ves zbor skupaj s častnimi gosti, kot tudi z izvajalci, ki, kot vidite, zelo prisrčno peljejo današnji program. Kot ste omenili znamke, torej znamke so znak državnosti, tako kot je grb, himna, zastava, in kot take jih jemljemo, in letos praznujemo pravzaprav stoletnico prvih slovenskih poštnih znamk. O tem bom kasneje malo povedal, da so verigarji. Znamke so, kot so danes že pred mano sogovorniki povedali, pravzaprav tisto naše najbolj odlično, kar lahko pokažemo v domovini in svetu. Pa gre to za kulturnike, gre za znanstvenike, gre za ljudi iz podjetništva, gre za dosežke na področju športa, družabnosti, lahko gre tudi za naravo, mrtvo ali pa živo naravo, se pravi živali in rastline. In vse to se z nekim, bi rekel, programom postopno od leta 1991 v Sloveniji po izboru daje na znamke. Tukaj vidite to razstavo, ki je pripravil naš kolega Petek, mislim, da že tretjič, četrtič v državnem svetu nastopa. Je prikazan samo en izsek tega, to so kulturniki, še bolj ožje vezani na literaturo. Tu so upravičene mogoče tudi pripombe, da kaj ni bilo gor. Recimo, danes je nekdo ugotavljal, da je vodnik bil samo na tistih znamkah leta 1943, ko so v egzilu bile izdane, da ni ne v Jugoslaviji, ker so pač vsake republike dali po enega, ne v Sloveniji še prišel na znamke. Vendar bi rad povedal tole, smo z lastno državnostjo šele od leta 1991 in še upam, da bo naša država še mnogo desetletij in stoletij delovala. To se pravi, vsako leto je mogoče uvrstiti na znamke koga, ki izstopa. Je pa seveda tako, da pri 35 znamkah na leto je možnost manjša in se te daje prednost rojstvu. Pravzaprav je Cankar Prešeren ena redkih izjem, ker praznujemo smrt, drugače se daje prednost rojstvu. Ampak kot rečeno, jaz računam, da bo še velike priložnosti popraviti tisto, kar je bilo do zdaj še mogoče spregledano, in bi čisto konkretno rekel, do konca tega meseca pošta sprejema predloge za leto 2021. Tako. O razstavi sami mislim, da največ pove to, kar boste videli tle v vitrinah. Rad bi povedal pa naslednje. Filatelija je pri zbiralcih, torej eno je zbirka, ki jo gradiš doma in se veseliš, ko odkrivaš nove in nove manjkajoče materijale. Potem je tekmovanje. Tekmovanje ima zaradi tega, ker je treba po nekih kriterijih soditi asketska pravila, in tekmovalne zbirke za takle skupaj bi bile mogoče manj dolgočasne. To je pa zbirka za široki krog, namenjena vsakomur, ki ga bo to spodbudilo, da bo mogoče malo pojel, kaj ima doma, da bo mogoče sam začel kaj zbirati. In tlele je, moram reči, naš kolega Tone Petek izjemen, bi rekel,
promotor, nesimpatična beseda, ampak nekdo, ki približa filatelijo širokemu svetu, ker pravzaprav znamke niso namenjene same sebi in zbiralce, znamke so namenjene temu, da jih damo na pismo, pa da nekdo na drugem koncu sveta pogleda, kaj pa je to, ne, pa ga malo zanima, ne, in mogoče potem še žal seveda na internetu, ne, najde kaj več podatkov o temi, ki jo znamka prikazuje. Ker sem omenil, da je znamka del državnosti in mislim, da je prav, da tudi v državnem svetu dobi svoje mesto, bi pa rad povedal naslednje, k čemur se je Filatelistična zveza v preteklih letih z vrhuncem oktobra lani in zdaj marca letos zelo posvetila ob pomoči Pošte Slovenije in sicer kot rečeno, 29. oktobra leta 18 je slovenski narod prvikrat zaslutil, kaj je državnost, in smo bili 33 dni država Slovencev, Hrvatov in Srbov v oklepaju avstrijske monarhije, torej na to stran Drine. In takrat je padla ideja, da se torej v Ljubljani je bila ustanovljena poštna direkcija, to pomeni, da tudi pošta s koncem lanskega leta praznuje 100-letnico. Potem je bila ideja, da se naredi znamke države SHS in slikar Vavkotič je narisal te znamke, tukaj vam jim pokazal, sužnja, ki trga verige. To je simbolika, ki ni bila samo v Sloveniji, pa tudi še kje drugje uporabljena. Njemu so pravzaprav ostale znamke bolj všeč kot ta, ampak te so postale simbol. In nosijo še zmeraj naziv država SHS, ne, čeprav je s 1. decembrom postala to kraljevina SHS, pa Srbi so bili na prvem mestu pač kot največji in konstitutivni element. Ne. V glavnem te znamke so prišle na dan 3. januarja 1919, sicer za 10 in 20 vinarjev najbolj potrebni, potem so pa tekom leta prihajale v tehniki kamrotiska ostale znamke ven, kasneje pa tudi v tehniki knjigotiska. Da ne grem detajl. Mi smo poklon 100-letnici, ker je to v bistvu naš največji prispevek k svetovni filateliji, pripravili oktobra v Muzeju novejše zgodovine simpozij, na katerem je 15 domačih in tujih strokovnjakov obdelali posamezne vidike teh znamk iz poštno-zgodovinskega, iz tiskarskega, iz raznih zornih kotov in od spredaj tudi uvod, ki umešča te znamke v tisto obdobje. Obenem kot stranski produkt tega dela smo naredili koledar, to je naslovna stran koledarja, ki ima 15 mesecev, zapravo do oktobra lanskega leta, do koncega leta, vse pomembne dogodke napisane. Koledar smo razprodali 1600 izvodov skupaj s pošto in te zdaj visijo pri raznih uporabnikih. Mi smo pa splošno informacijo v verigarjih in vse dogodke, ki so v koledarju po posameznih dnevih napisane, zbrali še na takem posterju, tako da ostane to zbrano. No in konec marca, zdaj imamo pa v Kamniku, ker je bil mojster Vavkotič rojen, pa mednarodno filatelistično razstavo, na kateri bodo države Alpe Jadrana prisotne in še povabljene zbirke Češke in Hrvaške, tudi držav, ki so po monarhiji po osamosvojitvi izdale svoje znamke. Razstavo bo pod pokroviteljstvom Evropske in svetovne filatelistične organizacije in 4 dni predtem bomo imeli v Kamniku tudi seminar za študnike, ki ga svetovne organizacije prirejajo in se ti gospodje tudi sem prišli. Tako da, evo, marca bo Slovenija v središču svetovne filatelije. Toliko z moje strani, rad je pa predsedniku državnega sveta, gospodu Kovsi, izročil zbornik simpozija, v katerem so vsi ti referati v barvnem tisku in za prevodom angleščino in tudi to je nekaj, s čemer promoviramo slovensko filatelijo v širni svet. Prav lepa hvala. Najlepša hvala tudi vam za tole bogato predstavitev. Ja, res je, brez malih podobic znamk, pisma in razglednice ne bi zmogle potovati po svetu od pošiljatelja do naslovnika. In seveda Tone Petek se je zapisal temu poslanstvu in zato vabim Tone Petek, da pristopiš in da tudi skozi svoje oči nagovoriš nas zbrane. Hvala lepa. Posebno zadovoljstvo, čast in veselje mi je, da sem danes, bi rekel, zraven te zgodbe, o kateri je govora.
Ob tem pozdravljam vse visoke goste, posebej pa še šolajočo mladino iz Laškega in Celja, ki je danes zato tu, da opravlja prav posebno poslanstvo. O pomenu razstave je že bilo kar nekaj povedanega, ker združuje več zgodb, filatelijo, literaturo, književnost, nenazadnje sporočila, vrednote, rastoče knjige, pa še eno, kar bomo danes, smo že priča, mislim, računal sem, da bo to steklo malo kasneje, ampak ker je obseg tega posla, če lahko tako rečem, velik, otroci, šolajoči otroci pišejo v lepem slovenskem jeziku, lepo misel, z lepo pisavo, na roko, na lepe razglednice, ne nazadnje, z lepo, za to priložnost oblikovano poštno znamko, lepa sporočila na kar največ naslovov. Ko govorimo o tej razstavi, je govora o vsebinah, jaz bi pa povedal nekaj več. Ta razstava niso samo vsebine, so vabila, da kupimo kakšno knjigo, da preberemo kakšno knjigo več, vabilo, da se kdo odloči za zbiranje znamk, ker zgodb, ki jih pripoveduje znamk, je ogromno, vabilo, da se spoprijateljimo z vrednotami, o katerih je bilo danes govora, in vabilo, da pišemo na roko, na star način, da obudimo stara, vzpostavimo nova prijateljstva in da na ta način prenašamo te vrednote na naše najmlajše. Ob tem bi se želel zahvaliti vsem, ki so tvorno sodelovali, pa ne mi zamer, da jih naštejem, to je predvsem Državni svet Republike Slovenije, Pošta Slovenije, Filatelistična zveza Slovenije, Steklarna Rogaška Slatina, ki je prispevala te enkratne eksponate treh slovenskih književnikov, ne morem mimo grafike Gracelj, ki je omogočila tisk tako razglednic kot podložnih listov, o podložnih listih pa ena beseda. Če boste pozorni, gre za posebno priredbo prvih strani Bržinskih spomenikov. Kaj to pomeni? Da slovenska pisana beseda, kakršnakoli je, ima svoje korenine. In tudi ta filatelistična razstava, vsak list, vsaka prikazana filatelija in ostali eksponati temeljijo na tem. Potem so še pa tu osnovne šole, Lava Celje s voditeljico, magistro Marjano Korenko, ki je ravnateljica te šole, osnovna šola Primoža Trubarja, Laško, druga osnovna šola Celje, učenci in učenke z ravnatelji, z mentorji, šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Plexi Art, ki je oblikoval tudi te plexi motive, Veni Ferrand, ki ga ni tu, ga moram pa izpostaviti kot prijatelja, filatelista, ki je oblikoval tako žig, tako razglednico in pa znamko. Rafael Počevašek je avtor teh podložnih listov, Ljudski muzej Rogaška Slatina in pa moj matični filatelistični numizmatični klub Celje. Hvala lepa in vesel sem vašega obiska in vesel bom, če boste dobre misli, sporočila iz tega dogodka posredovali širše. Hvala. Hvala lepa, gospod Tone Petek. Preden bomo tudi uradno odprli razstavo, mi samo še dovolite, da še predstavim zadnje nastopajoče danes. Namreč za konec smo izbrali dve zelo pomenski pesmi. Severnica zato, da bo kazala pot, kam moramo biti usmerjeni, in pesem Ferja Lajška Ne bodi kot drugi zato, ker mi nismo kot drugi, ker Slovenci smo drugačni in znamo biti drugačni in se nočemo potopiti v vse ostale. In zato sta zadnji dve pesmi pred otvoritvijo razstave tisti, ki nas bosta tudi malo popeljali k kulturnemu prazniku. Izvolite. Jaz sem severnica, zvezda, stara severna nevesta, kaži pot za vse povsod. Nikdar se ne ganem z mesta, vsem zgubljencem večno zvesta, kaži pot za vse povsod. Vlečem igle vseh magnetov in poglede vseh planetov, kaži pot za vse povsod.
Kažem pticam, kje so gnezda in korakom, kje je cesta. Kaži pot za vse povsod. Kažem ladjam, kje so skale, kje so luke, kje obale. Kaži pot za vse povsod. In nomadom, kje je voda, kje je smer in kje je svoboda. Kaži pot za vse povsod. Ko zgubiš se, gor pokukaj, nič ne boj se, jaz sem tukaj. Kaži pot za vse povsod. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo. Odpelji me v goro, kjer škratje živijo. Pokaži mi zvezdo z mojim imenom. Zloži mi pesem z bizarnim refrenom. Povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod oknom pripelji cigane. Povej mi o sanjah, če tudi so grešne, zaupaj mi želje, če tudi so smešne. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi. Ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti, saj sreča ni nekaj, kar pride naproti. Poljubi me nežno, kot drugi hitijo. Povabi me v mesto, kot drugi že spijo. Usoda je živa in mrtvi junaki naj še hrepenijo. Postaje in vlaki, napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi. Zveze ni neka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti, saj sreča ni nekaj, kar pride naproti. Saj sreča ni nekaj, kar pride naproti. Nastopil je zaključni del današnje slovesnosti. Še preden bom povabila vse zaslužne danes, da pristopijo in tudi uradno otvorijo razstavo, pa dovolite, da se zahvalimo za obisk tudi doktorju Gabrijelčiču kot idejnemu očetu Rastoče knjige, ki je tukaj z nami. Gospej Martini Rozman Salobir, ravnateljici NUK-a. In gospej Ifigeniji Simonovič, predsednici PEN-a. Hvala lepa, da ste si vzeli čas. Torej tako, vsem čestitke za kulturni praznik, zdaj pa najprej čestitke, ki pripadajo otvoritvi današnje razstave, in s tem bomo tudi dali zaključno besedo. Vabim gospoda predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, gospoda Alojza Kovšco, da pristopi, akademika, profesorja doktorja Boštjana Žekša
predsednika Društva Rastoča knjiga, Igorja Pirca, podpredsednika Filatelistične zveze Slovenije in pa člana poslovodstva magistra Andreja Richterja ter seveda avtorja razstave, gospoda Toneta Petka, da pristopite in tudi uradno otvoritve razstavo. Vsem čestitke za ta eminenten dogodek. Še enkrat lep pozdrav, zahvala in s tem bi želel, da ta razstava ponese vse pozitivne misli, ki so jih zapisali številni slovenski književniki, ki so, kot sem že omenil, v sporočilih in vrednotah Rastoče knjige in vsem tem, kar pišejo naši otroci. Ne pozabiti, veliko energije je v nepravilnih stvarih, danes pa pošiljamo svet pozitivno energijo. Hvala. Kot domačin oziroma zdaj povabim, da si vsi skupaj razstavo ogledamo. Povabim vas pa tudi, da pokukajmo čez ramena mladih generacij njihovim sporočilom, tako da jih bomo tudi mi, vsaj ustno ali v svojih srcih in spominih, ponesli naprej po svetu. Iz teh majhnih bodo nekoč veliki in mogoče bomo kakšnega izmed teh obrazov in kakšno besedo izpod njihovih peres kdaj zagledali tudi na kakšni znamki. Čestitke vsem skupaj in prav lepo povabljeni.